Lep dober večer spet na četrtkovem TC pogovoru. In kot vem, ste najbrž večina že od vas se pogovarjamo tu o nas samih, o naši vlogi v skupnosti. In danes bi ta večer začela z besedami enega od gostov, pa boste kar poskusite uganiti, ne, čigave so te besede. Torej, ta gost je o istrski kolektivni psihologiji rekel naslednje. A bo, a čačemo mi. Valja u vištuti znaju bolje nego mi, i ča smo, i ki smo. Ma ča rabi mišati stara govna. Ne vem odboj. Torej, najbrž ni treba posebej govoriti o tem, kdo je še posebej povezan z našo Istro. Ampak zakaj sem prebrala te besede, ker pravzaprav je tu Milan Rakovac povedal prav to, vprašal se je pravzaprav, a valja, torej ali... Valja. Torej, valjda ni ravno v redu, če ne razmišljamo sami o sebi. Se pravi, da to vlogo posameznika v skupnosti je dobro razmisliti o tem in vedeti, kdo smo, kaj smo. S tem, da danes imamo o tem priložnost govoriti s tremi gosti, ki jih odlikujejo, lahko rečem, zelo lepe lastnosti, ampak vsaj dve sta povezani z vsemi tremi. Namreč vsi trije so posebej na nek način, tako ali drugače povezani s kulturami nekdanje Jugoslavije, posebej s Hrvaško, vsi trije. Hkrati pa pišejo najmanj v dveh jezikih. Milan Rakovac, torej smo slišali v čakavščini, tu poleg mene sedi profesor Zvonko Kovač, ki piše v kajkavščini tudi, in v hrvaščini, in Josip Osti. V sarajevščini, smo že pri tem. Sarajevski hrvaščini in slovenščini. Zdaj, z Milanom smo začeli... Tomajščini. Kako? Tomajščini. Če smo že regionalni. Če smo natančni, ja. No, ampak z Milanom smo začeli, rekli smo, da piše v čakavščini, ampak seveda ta njegov jezik ni edini, oziroma je v tem jeziku se skrivajo že številni drugi, od slovenščine, italijanščine, nemščine in tako naprej. Se pravi, gre za goste, ki so pravzaprav izredno odprti do kultur, do skupnosti, ki jih obkrožajo, do kultur, ki jih obkrožajo, in hkrati pa na nek način povezani s tem, kar jih določa, s tem okoljem, v katerem živijo, oziroma okolje dosti. No in tako, da bi pravzaprav tudi s tem začeli, da povemo, kaj vas je pravzaprav zaznamovalo, oziroma kaj danes počenjate. Mogoče bi začeli, kot ponavadi, po abecednem vrstnem redu, s profesorjem Kovačem. Torej, Zvonko Kovač je tudi pesnik, čeprav je danes bolj poznan kot literarni zgodovinar in redni profesor na Filozofski fakulteti v Zagrebu, kjer je tudi predstojnik oddelka za južnoslovanske jezike in književnosti. Predaval je seveda na številnih tujih univerzah, bil je tudi štipendist, torej Humboldtov štipendist. No, pomembno pa je tudi za to današnjo razpravo, da se seveda ukvarja z interpretacijo književnosti, predvsem pa z metodološkimi vprašanji primerjalne in medkulturne zgodovine slovanske književnosti, in da je pravzaprav utemeljitelj medkulturnih modelov proučevanja književnosti in pravzaprav tudi eden tistih, ki so prvi začeli govoriti o medkulturni književnosti sploh. Tako da z tega vidika je še posebno pomemben za to našo razpravo. No, Josip Osti je znan predvsem kot pesnik, je pa tudi pisatelj, esejist, prevajalec, antologist, torej tudi strokovno se ukvarja s književnostjo. Bil je pa seveda priznan pesnik že v Sarajevu, že tam se uveljavil tudi številne nagrade, tudi seveda pomembne funkcije opravljal, bil urednik pri založbi Veselin Masleša,
pa direktor, dolgoletni vodja, ne, sarajevskih dnevov poezije. No, ko se je preselil, pa niti ne zaradi vojne, ne, to je bilo še pred vojno, ljubezen, ne, ga je pripeljala v Slovenijo. Kaj češ? To je ena edina reč. Vojna in ljubezen, tudi odstešo. To so gibala, ne, tako, brez tega ni napredka, ne, ni razvoja. No in v glavnem je pa spet, ne, na novo zaživel, v novem jeziku, v novi kulturi, ampak to ga ni motilo, ne. Mladi slovenski pesnik. Mladi slovenski pesnik. No, ampak Josip je izredno produktiven, ne, torej pesniški zbirk več kot 30, ne, tudi na drugih področjih in seveda tudi številne prevode, zelo prevajanje, ne, v 66 prevodih sem nekako naštela, če niso zdaj že kakšni novi. Tu se bere kot pesmi, knjig. Knjig, prevedenih knjig, ja, ne pesmi. Ja, tako, ampak vseeno, ker je tega toliko, lahko bi se ne moreš zmanjšati preveč. Ja. No in tudi nagrade štejemo tako v desetinah, ne, za nas je recimo zelo pomembna Vilenica, pa tudi Veroniki nagrada, pa še številne druge, ne. No, ampak Veronikino, ja. Jaz imam mamino nagrado, kajti moja mama je imenovala se Veronika. Tako da. No, to je pomembna, ne, povezava. In tu je še Milan Rakovac, ki je tudi poznan kot pesnik, pa ne samo to, ne, poznamo ga kot prevajalca, novinarja, scenarista in tudi publicista, ne, izjemno družbeno-kritičnega publicista, ki je, kot smo rekli, razpet, ne, med Istro, rojen ne v Rakovcih, kot smo napačno napisali, ampak v Rahovcih, ne. Ja. To je bil tudi prvoten priimek, ne. Tako da... Kaj mi vemo, da se ne kličemo Rahovac, če ti oni pravi, da si Rakovac, ne, potem si Rakovac. Ja, to je to, če ti ne, je pomembno tudi, kaj ti drugi reče. In ženam v Rakovico. Ja. No, to ne lepi nati. Tako da je v Istri, ne, nekako začel to svojo pot, tudi kot med drugim, tudi kot urednik pulskega dnevnika Glas Istre, potem pa je bil v Zagrebu, ne, dolgoletni urednik dokumentarnega programa Hrvaške radiotelevizije, je pa seveda tudi danes ta njegova dejavnost zelo bogata in razpeta v vseh teh prostorih. Tudi recimo kolumne, po katerih ga poznamo tudi tu na Primorskem, ker objavlja zdaj že dolgo časa v Primorskih novicah, pa jih ne objavlja samo tu, Primorski dnevnik, tudi Glas Istre, ne, še vedno, pa še ta Reški, Lavoče, ne, se pravi v številnih revijah je izjemno aktiven, ne, nas opozarja, hkrati pa, no, moram povedati, da je njegove zvrsti, ne, literarne zvrsti tudi niso tako čiste, ne moramo reči niti, da je samo pesnik, niti samo pisatelj, ampak so, ali pa recimo strokovnjak, ampak se v nekaterih domoznanskih delih, ne, kot je tale kvarnerski otočni Lucidar, pravzaprav spaja vse to, ne, na nek izviren način, ne. In tako je Miroslav Brtoša za Rakovca rekel, Rakovac je osebujan i izvoran pisac, moguće ga je uspoređivati jedino s njim samim. Če se strinjata. Ona dva. No, ampak sedaj bi seveda prosila naše goste, da sami dopolnejo to predstavitev oziroma se zagledajo malo sami vase, oziroma kaj jih je pripeljalo do tega, da so danes odprti na tak način, kot so, da se ukvarjajo, da so ves čas na tem prepihu kulture in da jih to zanima in da se s tem pravzaprav identificirajo. Ne. Zvonko, začneš? Mislim, prvo je problem, v katerih jezikih bomo zdaj govorili. Kaj sem vam napisala? Avstro-Ugarski. Avstro-Ugarskih Jaz mislim, da bo to ena mešanica. Končno bomo mi zdaj vam vrnili, vi ste leta in leta govorili srbo-hrvaščino, zdaj pa bomo mi hrvaško-slovenščino govorili. Mislim, da se Hrvati so premalo pogumni, da govorijo slovenščine. Slovenci so še vedno danes odprti do tega, da spregovorijo, mi pa takoj vzamemo to kot
primanjkljaj. Kot nekakšno, in tudi kot nekakšno, kako mi pravimo, olakotno okolnost. Da. In naenkrat pregovorijo Slovenci v hrvaščini ali nekakšnem tem jeziku, ne srednjem. Tako da bomo se mi danes trudili nekaj v slovenščini reči, ali vsaj te slovensko-hrvaščine. Lahko bi govorili tudi, jaz bi lahko govoril tudi v materinščini, ki je kakavščina, iz severnega dela Međimurja. To je kot vaše Prekmurje. Nekakšne so primerjave med historiji kot pokrajine so zelo primerljive. Ja, primerljive. Tako se primerljive. Druga beseda oziroma drugi jezik, ki sem ga slišal tam na svoji domačiji, je bila mađarština, ker so še pred Prvo svetovno vojno, potem pa v Drugi svetovni vojni naši išli tudi v mađarske šole, so se naučili tega in so se razumeli dobro z nekateri Mađari tam, celo tudi z nekateri Judi, ki so tam živeli v tem dolnem delu Međimurja. Tretji jezik pa je slučajno bila slovenščina, ker smo mi stanovali, smo bili sosedje, mi pravimo doma Farofa, pravite vi tudi? To je Faroš, to pomeni pri cerkvi smo bili čisto doma. Tam za vreme te mađarske okupacije je prišel en zelo simpatičen Slovenec iz svojo kuharico, Slovenko, ki so mene zelo radi imeli. In jaz sem 5 let bil sosed Farofa oziroma Slovenke in Slovenca. Tako da, mislim, ko danes mislim, ko bi nekaj pisal avtobiografskega, bi verjetno začel s tem. Ker nekatere fraze slovenščine so mi nekako ostale, ne? In te vaše srbo-hrvaščine oziroma hrvaščino sem se učil v 7 leti, ne? Jaz tudi. In ko sem prišel doma, me mama vprašala, a ti razumeš, kaj je tam? Učiteljica je bila zelo lepa, ena Slavonka, angažirana, takoj sem bil predsednik v razredu in sem rekel, da ne razumem veliko, ne. Tako to je ta odprtost verjetno, ki je na začetku bila. Mene je bilo popolnoma normalno, da začnem pisati v kajkavščini, potem sem nadaljeval seveda v tem standardnem jeziku. Čeprav, ko danes govorijo o meni kot pesniku, se vedno malo sramujem, da me omenjajo kot dialektalnega ali kajkavskega pisca, ker to še vedno pri nas, zanimivo, ravno zdaj, morda bo Rakovac to potvrdil, nekako je ostala ta dialektalna književnost, provincialna ali kako jo je zelo dobro Črnja zval Zavičajna, ne, tudi književnost domoznanska bi rekli, ne. Otroška. Ja, regionalno zaznamovana, je nekako na obrobju, ker so vsi zdaj hoteli delati na tem centralnem korpusu oziroma kanonu. In kdo ni po jeziku in po ideologiji v tem kanonu, ta je malo zunaj, ne. Jaz sem bil zunaj ne samo po tem jeziku, bil sem zunaj in po tem, ker nisem bil, čeprav sem kroatistiko študiral, južnoslavistiko, jugoslavistiko tedanjo, ne, in filozofijo, sem se potem ukvarjal z bosansko, srbsko, na vse zadnje tudi slovensko književnosti, a področje, ki sem ga razvijal, je bila ta regionalna, primerjalna zgodovina južnoslovanskih književnosti. To je po razpadu Jugoslavije zelo dobro prišlo, ker smo ustanovili oddelek za južnoslovanske jezike in književnosti, zdaj imamo en študij, ki zelo lepo se razvija. In nekako mi se zdi, ko razmišljamo o tem, da me enostavno sodbina, kako pravi, usoda me na nek način namestila na to mesto in da imamo
jaz bi rekel, dobre rezultate. Zdaj je ta študij južne slavistike, jaz bi rekel, najbolj razviti študij v tem regiji, kako se danes pravi, ne, na območju bivše Jugoslavije. In tako, to so meni je bilo zanimivo, da si enkrat mi omenil, da je pravzaprav ravno vprašanje bosanske književnosti, ne? Ja, to sem dobil... Opredelitve bosanske književnosti, da te je... V enem obdobju sem to dobil kot študijski nalogo študijsko, da ustanovimo tudi študije oziroma študijsko področje za bosansko-hercegovsko ali književnost, kako je tedaj bilo. In mi smo to razvijali ne tako, da zapiramo to književnost v eno književnost, v eno identiteto, da bi rekel, nacionalno, ker smo videli, da je to medkulturna književnost, da je to večkulturna književnost in da ima večkonfesionalna književnost in tako naprej. In sem se vedno zalagal, da to področje bo pravzaprav to prvo področje, ki vse nas, strokovnjake, južnoslaviste, tudi strokovnjake za posamezne nacionalne književnosti in korpuse nekako nas, bi rekel, opominja, ne, da gremo v to smer odprtosti, primerjalnega medkulturnega preučevanja, kjer je to bilo življenje tam, ne? Ker je to bila enostavno medkulturna književnost na delu, bi se rekel, ne? In tako se je to razvijalo, do zdaj sem razvil ta koncept medkulturne zgodovine, zdaj bi si hotel sistematizirati to kot koncept celo medkulturne znanosti o književnosti kot ene nove znanosti, v katerem naj bi sodelovali predvsem tisti, ki se ukvarjajo z drugo ali s tujo književnostjo. In mi smo na nek način na drugem hermeneutičnem delu trikotnika, ne? Na vrhu so komparativisti, strokovnjaki za svetovno književnost, potem so specialisti za posamezne nacionalne književnosti in jaz vedno pravim, na levem kraku trikotnika smo mi, medkulturni zgodovinarji oziroma znanstveniki na področju književnosti, ki se ukvarjamo z drugo ali s tujo književnosti. To je preprosto povedano in ljudje to razumejo, a se institucionalno nekako to ne da dovolj uveljaviti, ne da se dovolj nekako utemeljiti. Ne. No, ampak zdaj si dal pravzaprav lepo istočnico, ne, da Josip nadaljuje, kaj se je dogajalo, ne, v Bosni. Da je bila kaj naj rečem, da sem odprt, ker nisem na srečo zaprt. Ja, moja družinska usoda je malce drugačna, čeprav vse so nam podobne, kajti moja mama je bosanska Hrvatica, ona je celo poudarjala, da se ve, odkod je Meštrović, sicer smo sorodniki Ivanu Meštroviću, moj dedek je bio, sta bila dva nečaka, Ivan Meštrović. Oče je bio bosanski Slovenec, ki ni znal ene same slovenske besede, kajti moj ded, enako sta se imenovala oba Bostinarci, si je prišel v Bosno s italijanskim priimkom iz severne Italije v času Avstro-Ogrske in gradio je železnico. In Bosna mu je bila všeč in je naredil potem hišo med železnico in reko Bosno. In sem z veseljem šel na počitnice dedku, ampak on se s tetami, svojimi sestrami ni pogovarjal ne v srbo-hrvaščini takratni, ne v italijanščini, ampak v nemščini, kajti vsi so v severni Italiji se šolali v času Avstro-Ogrske v nemščini, kot tudi tržaški veliki pisatelji in Zvevo in Sava in tako naprej.
Tako da ta mešanica me je določila po eni strani družinska, po drugi strani, da sem rojen v Sarajevu, kjer je bilo nešteto celo v delih Bosne in Hercegovine, v tistem prnjavu, tisto, kar je nanesla Avstro-Ugarska, je bilo 29 narodov in narodnosti, Čehi, Rusini, Avstrijci, tako naprej. Tako da je bila ena velika mešanica in ker sem rojen v Sarajevu, sem živel vse te nacionalne identitete kot lastno identiteto. In rad rečem, Milanu, ker sva prišla malce prej, pa sva bila v lođi, pa sem omenil, ko je moj prijatelj Mirko Kovač živel v prvi polovici 70-ih v Zagrebu, pa se je vračal v Beograd, pa ga je novinar vprašal, ali ste Srb ali Hrvat. Njegov odgovor je bio, jesam. Tako da, če bi mene kdo vprašal, ali si Hrvat iz Bosne, Srb, musliman ali zdaj Bošnjak ali Jud, bi rekel, sem i to z veseljem, kad ti se identificiram sa vsemi temi narodi in če bi kljub temu, kaj se je dogajalo zdaj v zadnji vojni Sarajevom, če bi biral znova rojstno mesto, bi izbral Sarajevo, kajti tu mi je bilo data možnost, da se spoznam štiri nacionalna identiteta, veroispovedi, kulturne zapuščine štiri narodov, ker sem se na nek način podedoval. Da ne omenjam tiste običaje, kajti vsak drug dan smo imali, kad smo slavili smo svi skupne praznike, tako da je bilo veselje Večkrat. Ampak to je cena, tudi tisti dogodki, ki so bili zadnja leta, so cena tega suživota, ki je imel neke vedno natruhe, da se zažge nov ognj. Ampak, ker ne biraš rojstno mesto, lahko izbereš mesto, kjer boš končal življenje. Ker se ta čas hitro bliža, jaz sem izbral eno mesece v Sloveniji, Tomaj, čeprav sem prišel pred tisto zadnjo vojno v Slovenijo, zaradi ljubezni. Predtem je seveda bila ljubezen do slovenske literature. Bral sem je najprej seveda v prevodih in kaj je bilo usodno, da se ukvarjam s slovensko literaturo. Imel sem odličnega profesora, zvonko ga poznam, Juraja Martinoviča, ki je od takrat, od študentskih dni do danes moj najboljši prijatelj. In sem začel se sam učiti slovenskega jezika z branjem izvirnikov. Ampak, ker se nisem imel s kom pogovarjati v Sarajevu, ta moja slovenščina je bila samo bralna, ne govorna in sem imel problem. Ko sem prišel zaradi Barbare, zaradi ljubezni, spet druge muško-ženske ljubezni, konec 80-ih, pa ko si moral urejati tiste zadeve, staneš v tisto vrsto, pa ponavljaš tisti stavek, ko prideš pred tisto okence, seveda druga beseda je napaka in rečeš, kaj ti rečeš tisti naglas, ki naredi pomen popolnoma drugačen. In sem od tistih, ki nisem bil, nisem imel te korajže, da rečem, da poznam celo lastni jezik zelo dobro, da ne omenjam kakšen drug jezik in sem, ko nanese pogovor v Sloveniji, posebno s mojim ožjim tim krogom prijateljev, takrat Dane Zajc, Boris Novak, Milan Dekleva, tako, in nanese vedno pogovor na tiste možnosti pisanja v drugem jeziku. In sem rekel, seveda ne padne mi na misel, da napišem en sam verz na katerem koli jeziku. In kot se reče, da se največ zarečenega kruha poje, zgodilo se mi je, da sem začel pisati tudi v slovenskem jeziku. In sem začel pisati v Tomaju, kajti od leta 1994 po tisti Vilenici, kjer sem dobil tisto nagrado, sva z Barbaro kupila hiško v Tomaju, v sredi Tomaja.
če vas pot nanese, Tomaj 17 je odmah od trga. Krasno obnovljeno. In sem vse lahko pisal v tomajskem stanovanju v Kosezah, eseje, prevajal vse, ampak razen zadnja leta nekaj hajkujev o zasneženi Ljubljani, sve sem pesmi svoje napisal v slovenščini v Tomaju. Tako da je bila usodna, je bila ta kraško okolje. A zakaj sem izbral Tomaj? Kajti z Barbaro sva trčila 87. na drugi Vilenici, kajti na prvo nisem prišel, oče prav takrat umiral in sem bil prvič na Krasu, a ravno takrat sem prevajal Srečutove pesmi v prozi. In sem ugotovil, da Srečko ima tisti verz, vse pesmi, sem ugotovil, da vse, kar je v Srečkotovi poeziji, da vse obstaja na Krasu. In ta fascinacija krasom in pošto je pri meni vse vezano za zgodbe, ne bi bilo konca te zgodbe, kako smo prišli do hiše in vse, jer sem omenil enkrat v gostilni, tam, kako bi bil vesel hiše, čez leto pa pol sem prišla do te hiše in Tomaž Šalam mu reče, ker me starejši pisatelji slovenski kličejo Pepi, ko si ti rekel v tomajski gostilni, da bi si želel hišo, ta hiša je že bila tvoja. Sicer me kličejo tudi v Tomaju Pepi Tomajski, tako da so me že posvojili na svoj način, kar pomeni, da so te sprejeli. Pa še en detalj, te dni se ukvarjam s postavljanjem spomenika Srečku Kosovelu z vlastnim denarjem. Že kipec naredil moj rojak bosanski Mirsad Begić. Ampak to ni za medije, sežanski župan ni dal soglasje, da ga postavim na sredi Tomaja na trgu, ampak bo tam na vhodu v mojo hiško. Tisti steber, ko da je čakal, Tako da je ta zgodba in še tega ogromno, tako da to, kar je tudi Zvonko omenjal, pa tudi tisto, kar bo Milan, kajti to, kjer smo bili na neki meji, ne v kakšnem središču, kajti Krležar, čeprav je bil Kajkavac, ampak je bil gor v Starem gradu, ampak nismo bili vedno na meji med Bosno, Hercegovino, pa ne veš, kaj je vse tam bilo v Bosni, ti si bil vezan za Kajkavščino, ti si bil za Čakavščino, recimo jeli. Tako da je, jaz sem rešil eno svojo zagato, da sem bil, seveda sem bil prej pesnik, ki je bil v vseh antologijah v Bosni in Hercegovini, potem od leta 91 naprej nisi bil, ker nisi bil po nacionalnosti ne Srber, ne Hrvat, ne musliman oziroma Bošnjak. Svi me imajo radi, ampak to je, ko je nacionalna delitev takšna. Sicer sem bil, zdaj moram eno tudi zanimivost, bil sem tudi v hrvaških antologijah. Zlata knjiga hrvaške poezije, ko je Slaviček delal na hrvaškem, sem bil noter, pa Kočan je delal tisto Pavletič je delal, pa Kočan je delal to baštino. Ja, to drugo, tako. Ampak potem, ker so večji Hrvati iz Hercegovine od Hrvatov na Hrvaškem, potem je bilo vprašljivo, ali je moj priimek, celo nekateri v Bosni mislili, da je judovski. Anđelko Vuletić me reče Vogt, Vogel, Osti, tisti, pa tako naprej. Tako da je tu bila zmeda, pa sem ja se rešil celo sem bil v Poljska revija Poezija je izdala antologijo srpske poezije in ker sem v teh letih objavljal veliko v Beogradu, so me dali noter. Pomotoma, ker so mislili, če toliko objavlja v revijah in časopisih beograjskih, mora biti srpski pisatelj. Zdaj sem v slovenskih antologijah. Ampak hotel sem reči, da sem ja rešil ta problem v Bosni, ki me imajo radi, ampak me ne morejo uvrstiti v muslimansko oziroma bošnjaško, ne morem v srpsko, tisti Hrvati iz Bosne nerado me dali v hrvaško in sem ja moj prvi intervju v
dat u Sarajevu, v zaprtem Sarajevu 94. ko sem šel z eno skupino slovenskih pisateljev, Borisa Novak, Niko Grafenor pa Drago Jančar, pa je celo bio naslov, pa je potem bila knjiga o znamenitih Slovencih, izposodio sam taj naslov, 4. stran bosanskega trikotnika. Sam se določio kot 4. stran bosanskega trikotnika, tako da sam rešil svojo zgodbo v bosansko-hercegovski literaturi. Tako in zdaj grem kot mladi slovenski pesnik po tej poti. In je zanimivo, da sam med mladimi slovenski pesniki, kajti večina antologistov dela dati letnico prve objavljene knjige v slovenščini, tako da sam med mladimi pesnicami tam počutim se odlično. Samo zelo plodovit mladi pesnik, ker malo mladih pesnikov ima že tako obsežno zbirko v Pondorju. Ampak to je izbor. To je samo izbor. No, ampak ja, to je življenje na meji, in da slišimo, če bo res Milan povedal to, kar je že napovedal Josip. Da se spomnim, da sem 4 ali 5 let, moji materinji jeziki so bili hrvaška, čakavica, istrska, italijanski malo kasneje dialekt, ampak še bolj nemščina, ruščina, ukrajinščina, dalmatinščina, potem angleščina. Med mojim 4. in 6. letom vsak dan so soldati bili v hiži. En, drugi, tretji, četrti. In pomnim dobro, da edini normalni ljudje od tih soldatov, partizanov, kozakov v nemški armiji, Nemcev, fašistov, so bili Američani, koji su se smejali, ti dali čokolado. Porko dio, kaj soldati su to, mi nismo verjeli. I starši su govorili, to je otrov je unutra, da to je to šigana čokolada, ne bi što i ja. Puštili sram Amerikana. Whatever. 47 kad smo prišli v Pulu. I tam su mi med najboljimi prijatelji Drio Larena smo stanovali. Gajera 3 fradeje, una sorella Iskra, Arduino Iskra, mio proprio amico al vivo se abbiamo incontrato scorsa settimana. Gli italiani parlava così lì. E lui e suo fratello erano nell'asilo insieme. E passa una mula che avevamo 8 anni, 9. E Arduino fa, Arila, pogledaj prasica kurva kako je lepa. Bo kapit? Sam razumel vsako reč. To je bila slovenska inicijacija. Onda idem doma poli dida, žanjemo cijeli dan i jimo i teta Slava, sestra moje matere, govori moraš pojesti kako 7 lašnih kranjci. Koliko more pojesti 7 lašnih kranjci? A did se smije, Jure moj, did se smije, vreža ti. Gredu mladi kranjci, 15-20 njih, na noge, valje od sela do sela. Kosa na jedne ramenu, motika na drugem, od hiže do hiže. Idi je delaju. Plaća je 5 kili muke na dan. Jedan bot na mjesec dojde Elkar, kole mazge, kole mule, i Brižan on dojde doma s kvita i po muke i ima cijelo familija ima kruha. Prava inicijacija je jednako bizarna, smo došli u Zagreb i u našoj zgradi sa 3 stana, naši susjedi, to ću ispričati. Andrej Juh, penzionirani željezničar, Slovenac je bio, i baka Juh, baka. Svi smo zvali baka, ona je bila Švabica. Da. A onda bi Andrej je bio vrt, on je mošljive, bi nam dao i bi rekao, ja, kaj vi veste, meni mojem bratu, kaj vi, jer nikoga nije slušao, ni njegov čer, ni baka. Ja smo šli za Zimbanom, z Dunaja dol, pa ja pravena lepa pupa je bila, a onda bi baka došla. Ma du Drejči, Andrej Drejči ga je zvala, du Drejči, du tista svinjska, pa sprachaj bi diese kinderen i tako. Uši kao Dambo. I onda
ferije zimske, ferije ljetne, onda prava Slovenija. Ne? Jer prvi dan ferija, mama nas na treno, preporuči nas kondukteru u dobovi slovenskom kondukteru i oni stalno nas kontroliraju. Ne? I onda ti kotači se vrte Dobova, Krško, Novo Mesto, Zidani Most, Ljubljana, Rakek, sam pozabio mogoče kakšno postajo. Kapita, Hrpelje, Kozina, to mi već zvuči nikako, to su neke koze, to smo doma. I to je doma. Da skratim, znao sam sa 13 godina da ću pisati bolje romane od Lava Tolstoja, sigurno. Jer sam pročitao Kozake njegove, nisam još čitao Rat i mir. Ne? To je dosadno, sam znao. Ne? A onda sam sa 30 već realizirani pjesnik. Sam pročitao 3 romana koje sam znao da moram pisati romane, a da nikad neću napisati tako dobre romane. Jedan prvi roman od tih je John Dos Passos Manhattan Transfer, drugi je Mihajl Afanasjevič Bulgakov Maestro i Margarita i treći je Zupanova Menuet za gitaru. Po meni najveći ratni roman svih vremena, svih literatura. Htio bih skratiti da ne ispada tu da uspostavljamo mostove koji su tako tvrdi, tako čvrsti, ne? Da im nije čak ni 91. ništa mogla napraviti na tim mostovima. I da je danas Slovenija, južnoslavenska, oprostite na eufemizmu, jugoslavenska oaza u kojoj emigranti nalaze egzil svojevoljni ili nehoteći. I slušati, sad se svi skandaliziramo nad turbofolkom koji je skršio hrvatsku i slovensku dušu. Možemo mi raditi Sloveniju i Hrvatsku kako god hoćemo, sluša se Mile Kitić, a dio baraka s Bogom, doviđenja. Ali ja sam, možda zvučim sarkastično, nije mi na kraj pameti. Hoću reći da ne govorimo o, ne znam, starim majstorima od kojih smo isto tako učili, velikim ljudima, velikim piscima. Ja sam spomenuo Vitomila Zupana, mogu bih isto i Hofmana Branka i Alojza Rebulu. Govorim naravno o svojim favoritima, a ne o opće priznatim favoritima. Ali kad govorimo o tim vezama, o temi tvog današnjeg, tvoje interakcije, vi ste dakako i mogli si dozvoliti da budete oaza. I doživljavali smo, išli smo kroz pustinje Balkanskih ratova od 1991. do 1999. Smo i Srbi, i Albanci, i Bošnjaci, i Hrvati, naročito iz Bosne, ti etnikumi, dolazili smo u Ljubljanu, a ne samo Bajaga i ne samo Oliver. Ne. I onda nam je još digao perje Feri Lainšček sa Severinom kao zvijezdom nove slovenske literature. Govorim konfuzno, ali govorim jasno, vi svi dobro znate šta govorim i tu bih stao. Samo zdaj sem ugotovil, da sem z Milanom bil bližje jezikovno, kot se mi je zdelo prej. Celo bližje kot svojimi sosedi v Bosni, kajti moj dedek je živel v eni vasici, ki je bila ikavska in je bil, zame ni bil djed, ni bil ded, ampak je bil dida. In je bil dida, jer je tam bilo mliko, sikira, to je ta ikavica, tako smo mi dva bila bližje kot seveda si mislimo. Istra do Vladivostoka. Ja, in nazaj. Preko Krima. Ampak ja, Milan, ti si se stavil točno na točki, ne, kjer sem vas želela vprašati, rekel si, da bi Slovenija lahko bila ta oaza. Ne, da je, mislim, ja je doživljam. Da jo še vedno doživljaš. Ja, doživljam je tako. Ne vem, če bi, kaj drugega, omenim Vilenico, kako doživljaš danes slovensko kulturo, oziroma kaj se dogaja tudi z njo? Mislim, kako jo
Ne? A se spreminja tudi tvoj pogled na njo? Se ne spreminja. Ki imate eno inercijo, mislim, upam, da je tudi gledališna kultura, ki je še v času Jugoslavije bila najmočnejša, bi si upal reči, ne samo zato, ki so fondi, proračunska sredstva bila dostopna, ampak tudi v kreativnem smislu, mladinsko, prosim, je bilo pojam, ne, in Ljuša Ristić je sanjao kad će doći mladinsku i je došao, kao i mnogi drugi režiseri. Današnja situacija, u prvom redu u kazalištu, da ne govorimo o simbolu, o pokretaču demokratizacije Lajbahu, koji triumfira, danas sam slušao njihov marš zviždača, to su već ljudi zrelih godina, nisu stari kao ja, ali baš nisu djeca, ali to je jednako potentna, mlada, agresivna, zrela tvorba. Tako da mislim da literatura, za Boga miloga, bez Aleš Debeljak je pojam dan danas za mnoge. Ne. Moj dragi Jančar, vrhunski pisac, nalazimo se na suprotnim ideološkim, političkim polovima, ali uvijek rado se zagrlimo i popijemo zajedno čašu vina. Da, mislim da je Slovenija ta oaza, ali vi si možete priuštiti biti oaza, jer nemate, osim sad Piranski zaljev, ostalo to su zaboravili. Zamisli sad, već smo naoružavali brigade i vi i mi, Piranski zaljev, Piranski what? Ni mi više ne znamo gdje je Piranski zaljev i šta će biti s granicom. Nemate pretenzija, hvala Bogu da ih nemate, kao što, pardon? Na isto, na Da, cijelu pa isto. no, naj imate cel Piranski zaljev pretenzija, ampak to ni bistveno za slovensko kulturo. Z jugoslovanskim sindromom vi ste razčistili, vi ste razkrstili. Pri nas je on živ, v Zagrebu, u Beogradu, u Sarajevu naročito, je življi nego 91. and take my word for it. I završit ću taj dio jer ne smijem prešutiti. Spremamo se za Sarajevo. Bosna je i danas problem. A Bosna je problem zato što Zagreb i Beograd i danas sve srbijanske i hrvatske nomenklature se slažu da Bosnu treba podijeliti. Zato je Bosna problem. Ni zbog čega drugoga. Oprostite. Josip, ne, kar, ja. Ja, prav tukaj, ki je končal Milan, trdim že leta in leta, da se Avstro-Ugarska se še vedno razpada prav v Bosni. In to je ta osnovni problem. Ampak, ko smo govorili, ko je Vesna rekla Slovenija pa nekdanja Jugoslavija, marsikaj je izgubljeno, ko gre za kulturo slovensko. Kajti ena raven je politika, ena je druge zadeve, posebno pa kultura. Kajti sam sem bil priča, ki sem delal tudi v založništvu dlje časa, da recimo 20-30 založb na območju nekdanje srbo-hrvaškega jezikovnega območja je izdajalo tisto, kar je bilo šolsko berilo, slovenske avtore, vsako leto po 300,000 izvodov. Vsaka po 20-30 tisoč. Nikoli se v zgodovini več ne bo zgodilo, da ena slovenska knjiga izide v 300,000 izvodov v enem samem letu. Ko je Milan omenil mladinsko gledališče, kajti veliko sem sodeloval, pa sem tudi prevajal slovenske dramatike, prosečno je bilo gostovanj 60 na leto. Po osamosvojitvi Slovenije so bili 4, od tega 3 v Argentini, pa eno še kakšen festival v Evropi. Ko gre za likovno umetnost, najboljši slikari slovenski so imali enkrat v 4 leta v Ljubljani razstavo, kajti so imeli v Beogradu, Zagrebu, Novem Sadu, Sarajevu razstave. Tako da tega se nismo zavedali v tej euforiji, koliko je izgubljenega. In mi je bilo žal,
celo sam, ki sem imel pogled, zdi se mi zelo sticajno koriščen, da sem od zgodaj začel jo objavljati, pa se ukvarjal z založništvom, pa bil društvo pisateljev, pa vodil eno ob strugi najboljšo pesniško manifestacijo Sarajevski dnevi poezije. Sem bil obsojen na pisatelje, pa predvsem na pisatelje iz nekdanje Jugoslavije. Naenkrat so prišle mlajše generacije, ki se niso med sabo poznali. In sem ja bil vesel, ko je Beletrina izmislila, grejo igrati nogomet v Dubrovnik s hrvaškimi mlajšimi pisatelji. Prve stike, ampak ali ni škoda bilo 10-15 let, da čakaš na to. In tu se mi zdi, da smo naredili eno napako, čisto taktično napako, zakaj bi izgubili toliko kot seveda. Zdaj ni zanimivo, da slovenski pisatelj ni, vsaj kot je bilo prej, da naj bi bil preveden pa objavljen ali v Srbiji, ali na Hrvaškem, ali v Bosni, seveda predvsem v angleščini, pa potem druge. Ampak, ko je govoril Zvonko o tem, kako njegova katedra je ambiciozna, žal, to je en svetov primer, ki vrže luč na tiste slabe primere, kajti po začetku vojne so se ukinjale katedre. Moj omenjen Juraj Matinović, ki je eden od najboljših slovenistov iz nekdanje Jugoslavije, član obe akademije in slovenske, dopisni član in redni bosansko-hercegovske, ostal bez predmeta, pa je predaval eno obdobje hrvaške literature na tem fakultetu. To je v Beogradu je bilo ukinjeno, v Novem Sadu, pa se spet nekaj, ampak škoda izgubljenega časa in kontinuiteta v tih. Ampak po drugi strani, recimo, ko gre na Hrvaškem je tudi velik Slovencev, sem bil nekolikokrat na tistih gostovanjih, ampak poznam situacijo v Sarajevu. V Sarajevu se je zgodilo, da, zdaj ena anekdota, prvi konvoj sarajevskih Slovencev prihaja v času vojne in so novinari RTV, Slovenija, mikrofoni, vaš primek Kurspakić, vaš Numen Kadić, pa rečejo tisti moji prijatelji, kakšni so to Slovenci, pa žene so Slovenke in so potem, in mene pocuka en prijatelj na cesti sred Ljubljane, reče, Živijo, kdaj si prišel, pa reče, s konvojem, pa veš, pa rečem, kako Slovenci, z mamo si šel v šolo, in ker je bil primek muslimanski, nisem sploh vedel, da mu je mama Slovenka, pa zdaj so kot Judje po mami. Ampak polovica sarajevskih Slovencev je išlo iz Sarajeva s tistim konvojem, danes je več Slovencev v Sarajevu, kot jih je bilo, čeprav noben se ni vrnil nazaj. Zdaj se pišejo po mami otroci, tako da je ta malce. Potem Slovenci so pozabili na lastno identiteto s časom v Bosni in Hercegovini. Kajti edina možnost, da se učiš slovenskega jezika, je bila ena, ampak ni bil cel letnik v Kaknju, enem malem rudarskem mestecu, ker je bilo veliko inženjerov slovenskih s majhnimi otroci in so začeli, ampak niso končali tudi ta letnik, nisi imel enega tečaja, in v zaprtem Sarajevu so organizirali. Znova smo organizirali Slovensko kulturno društvo Ivan Cankar, začeli izdajati znova Zoro Cankarjevo. Kdaj je to? V času obleganja Sarajevo, v času obleganja v zaprtem Sarajevu. Tečaj slovenščine, knjižnico odprli in sem prav takrat, ko sem bil 94, moji so tisti, ki so upali v moje stanovanje, so vrgli knjige v klet in sem nekaj, 400 knjig slovenskih dal tej knjižnici, od toga je bila polovica s podpisi mojih prijateljev Slovencev. Ampak spet je čas takšen, da Zora Cankarjeva, če izide samo enkrat na leto, namesto 12 kot je bilo nekaj let, knjižnico so zaprli, tako da čas prinaša takšne nekakšne oscilacije. Če bi bilo verjetno malce podpore iz Slovenije več
bi vse te dejavnosti, pa tudi kulturno društvo Slovencev na Hrvaškem bi bilo bolj aktivno, kot je sicer. Tako da treba vagati, ne da je vse idilično, pa da je vse črno. Takšno in drugačno. Sreča ni v Sloveniji tisto, kar je v Bosni. Sreča, da ta delitev ni takšna in da ni možno manipulirati ne samo z navadnimi ljudmi, ampak tudi s intelektualci, s pisatelji, pa z drugimi. In zato je žal v Sarajevu vse hujše. Človek bi pričakoval, da gre na boljše. No, ampak Zvonko, ti tudi si večkrat slovensko kulturo videl kot, mislimo, sploh slovensko družbo, zelo idilično. Kot odprto oazo. Kot odprto. Zdaj, jaz tukaj vidim, da zelo še nočete biti najbrž nespoštljivi do te kulture, ampak vseeno bi želela mogoče res tako realen pogled. Ena opomba. Ja. Kako biti nespoštljiv, če prevedeš več kot 100 knjig slovenskih avtorjev, pa ne vem koliko 17 iger, pa tako naprej, mislim. No, sej to nam laska, ne? Ampak, ja. Celo ne samo odprta oaza, Osti bi rekel odprti raj, ne? Ker je on doživel izgon v raj. To je pravzaprav bil nekakšen njegov življenjska pot. Jaz sem doživljal tudi na nek način Slovenije kot idilično oazo, tudi za slovenstvo, kot tudi za te, čeprav nimate priznane nacionalne manjšine, te nove, ampak imate res, mene to oaza asocirala na to, da okupljate v teh, vse pisatelje iz sveta, zdaj bi rekel, ne samo iz bivše Jugoslavije, v eno skupino, jaz sem 2-3krat predaval za njih in to sem doživljal kot majhno Jugoslavijo. Ne? In to je zdaj številka 16 paralele, boste videli, če koga zanima. Tukaj je recimo objavljena prva pesem Gorana Vojnovića, ki je danes tako priznani slovenski, jaz bi rekel deloma tudi medkulturni pisatelj. Kot je na koncu dvakratno medkulturni pisatelj Josip Osti. On je medkulturni po svojem izhodiščih, ne po bosno-hercegovinskih kulturnih izhodiščih in potem, da ga še vedno beremo v originalu, na sarajevskem njegove materinščini. Pa spet v moj materinščini v lastnih prevodih. Zdaj vidimo v lastnih prevodih, ker je ta knjiga zdaj samo v slovenščini. Jaz bi si želel, da bi bila ta knjiga dvojezična. Ne? To bi res označilo to, kaj je v realnosti Osti. To je njegova koncesija zdaj domačinom tukaj, lepo mu je doma in to je ena stvar. Druga pa je to, o tem sva govorila skupaj, ko smo delamo zdaj zbornik o Tomažu Šalamonu, pozabili se njega tudi omeniti, ki je doma v Zagrebu kot pisatelj. Ima celo kolonijo ljudi, ki ga rado berejo in res zdaj smo naredili kultno je tretiran Ljubljana, Zagreb, nakon mjesec dana je bio zvezda Zagreba. Enostavno kot domači pisatelj, ki je tudi svetovna znamka Slovenije, ampak je res doma v Zagrebu tako obljubljen. In zdaj delamo ta zbornik in jaz sem se odločil ravno za ta dvojezičnost. Imamo hrvaške avtore, celo smo nekatere prevedli v hrvaščino, da bi nekako vzpostavili eno ravnovesje med hrvaškim in slovenskim jezikom. To danes institucionalno ni vedno možno v Sloveniji, ker slovenske ustanove ne financirajo rado dvojezične knjige. Tudi tega zbornika, ne? Tudi tega zbornika niso dobili. No, to verjetno ne radi dvojezičnosti, ker je bilo precej
naši še vedno ne delajo problema okoli tega. Ne. Tako da smo na nek način... Sad ćeš ih sjetiti, ja. način smo... Ko slišijo, da Slovenci ne tudi institucionalno gledano, nasploh je Hrvaška malo manj organizirana kot Slovenija, tako da je to verjetno tudi ta problem. Tako da v tej neorganizirane se najde nekakšna možnost tudi za promocijo druge tuje kulture, ne? Tudi takve, ki ni svetovna velika kultura oziroma literatura velikega jezika, kot je italijanska ali nemška ali francoska in tako naprej. Ker je po, kako vi govorite o razdruživanju, ne? Razdružitvi v Jugoslaviji, ne? To je lep izraz, ne? Lepši idiličen je, ne? Mi smo... Eufemističan. Eufemističan pa je dober, ne? Potem smo vsi izgubili, da smo se v enem desetletju nismo se dovolj brali, ne? Zdaj imamo cel kup prevodov slovenskih knjig na Hrvaškem, novi avtori se prevajajo. Tudi jaz sem vam prinesel zdaj nekaj čisto svežega, kako naši študentje imajo svoj časopis, Balkan Express, imajo svoj simpozij in slavistika, jučer, danas, sutra slavistika in prevedli so dva mlada slovenska pesnika. Ravno, ko sem šel s fakulteto, sem se srečal, so rekli, greste v Slovenijo, pa in to dajte v njegove knjižnice. Tako da se malo pohvalim, lahko vidite vsi to. To pomeni, to delo, to, kar je Osti omenil, da Martinović ni enostavno deloval na koncu, to se je zgodilo tudi pri nas na Reki, nažalost, tudi v Zadru, v Osijeku. To so bili dobri slovenistični centri, ne, tudi slovenistični. In zdaj, ko smo naredili nove programe kroatistike, nekako nismo našli dobro institucionalno rešitev za lektorate slovenščine na Reki ali v Zadru. Edino smo mi v Zagrebu uspeli s tem študijem in tako da jaz bi se želel res še na enem, morda v Reki ali v Zadru, še na ene univerzi pri nas razširiti ta koncept medkulturnega študija, ne samo za slovenistiko, nego za celo to južnoslovansko območje. Tako, mislim, da ko smo govorili o tej oazi, odprti oazi, mislim, da Slovenija tudi res omogoča ljudem, ki tukaj živijo, da se ukvarjajo z literaturo, da se vključajo, da prevajajo. In to je ena razina demokratičnosti družbe, ne. Navsezadnje, vi ste v Kopru bili nosilci tega interkulturnega dialoga oziroma velike prireditve v Ljubljani, to je bila evropska leta 2008. In mislim, to se ni na Hrvaški veliko o tem govorilo, ampak mislim, da je ta koncept za Evropo zelo pomemben. Ker mi enostavno nimamo radi situacije, da bi en jezik, celo je to angleščina, da bi en jezik bil ta, ki bi vladal, ki bi bil, kako se zdaj želi, da bi bil da bi bila angleščina svetovni globalizacijski jezik, te nove elite oziroma nove globalizacijske družbe ali kulture, kako hočete. Zdaj sem ravno v zadnjem vencu vzel en primer, što je identitet. Govori en francoski književnik Alain de Benoit, ki lepo govori o identiteti, kako ona ni tako nekaj zavedno postavljeno, da je ona procesualno, kako govorimo, da je treba o tem, da je to ena vrsta dinamične stvarnosti, pravijo, ne. In pride do ene točke, na kateri se ne morem strinjati z njim. On pravi, danes si globalisti želijo
en jezik razširiti po celem svetu in na nek način, da bi vsi lažje nekako prišli do svetovne kulture, bi tako rekel. Ne. On to imenuje kot razsvetljenski koncept, a pravzaprav je razsvetljenski koncept bil nekaj obratno. Z razsvetljenstvom, z Prešernom in z romantizmom začne se, kot veste, ravno ta proces, da vsak posameznik na enem območju, on govori tudi o trgu, ne, da se ta globalizacijski trg želi zdaj angleščini omogočiti, da deluje. Ne. Tako so se začele te nacionalne države. One so si hotele storiti en trg na enem jezikovnem območju, ampak veliko bolj bistveno je bilo to, da je vsak posameznik lahko lažje prišel k svoji materinščini oziroma od svoje materinščine do vrhova svetovne literature, a ne tako, kot je bilo prej, da bi se vsi učili latinščine. Ne. Tako da jaz mislim, da danes res, ko govorimo o identiteti, so ta dva koncepta. En je ta, da bi se stvari nekako rešile z enim jezikom, čeprav se tukaj že Kinezi javljajo, da bi to lahko bil tudi kineski, ne eventualno angleščina. Drugi je ta koncept medkulturnega dialoga. Jaz mislim, da je to bolj pomemben koncept, v katerem bi recimo idealni dialog v Evropi bil tako, da vsi obvladamo z 2-3 jezike, da po možnosti govorimo tako, da en govori svoj jezik, drugi ga razume, mi govorimo svojega jezika, drugi ga razume in tako naprej. To bi bila nekakšno idealno družba evropska. Temu bi morali slediti tudi reorganizacije v šolstvu, bi morali veliko več, ker jaz mislim, da ta pot za enojezičnost se ni pokazala produktivna v Jugoslaviji celo, ne. Nismo hoteli celo te majhno razliko ekavskega, srpskega jezika prijeti kot rešitev na Hrvaškem, ne. In z veliko pomočjo tudi Slovencev, ki so se borili za svojo identiteto čez jezik, da je Matija Murko je naredil že v 20 letih veliko v teh diskusijah, ko je rekel, kako Češko-Slovaška živi iz 2 jezika, tako bi lahko živi Jugoslavija, tedaj se govorilo z 2 jezika. Ne. Tako je on izboril mesto slovenskemu jeziku, potem pa so si Hrvati rekli, pa če slovenski imajo svoje lasi, lahko mi imamo nekakšno jezikovno identiteto, ker imamo toliko te ikavštine, čakavštine, toliko tega, kaj nas na nek način razlikuje od srpsko govorečega prebivalstva. Ne. Tako da, mislim, to je vse komplicirano in danes mi včasih na Hrvaškem pretiravamo s tem, da nekako ne razumemo to specifičnost bosanskega, hrvaškega, srpskega, crnogorskega jezičnega idioma kot relativne celote. Ne. In recimo, razen morda v Sarajevu, na Hrvaškem ne obstaja mesto, na katerem bi se študentje lahko učili književnosti oziroma kultur za vse te jezike, recimo, za celo to osrednje južnoslovanske jezikoslovno območje. Po drugi strani obstajajo katedre in študiji v svetu, da se ravno tam študenti učijo o tem centralnem jeziku oziroma centralnem območju in tu mi moramo nekako narediti, morda tudi za slovensko akademsko skupnostjo, nekakšne korake, da se povežemo, zakaj recimo ne bi mi organizirali nekakšen študij hrvaškega in slovenskega jezika in da bi en človek, en lektor lahko nekje na univerzi predaval oba jezika skoraj ravnopravno, ker vemo zdaj iz prakse, da, ker smo majhni, da enostavno, če nekako ne gledamo kot skupnost, ta skupnost se v slavistiki imenuje južnoslovanska filologija, da ne gledamo kot
kot ena majhna jedinica slavistike, da ne gledamo nekako na to skupnost in da se ne vidimo v tej skupnosti, nas enostavno ni. Enostavno nas ni na slavističnem trgu nasploh. Ne. Tako da mislim, tukaj je veliko že možnosti za sodelovanje in za tudi znanstveno raziskovanje in tako naprej. Ja, jaz bi naslednje vprašala, torej ste rekli, da nacionalna država torej omogoča, da se te kulture pravzaprav ohranjajo, napram temu drugemu konceptu globalizacijskemu. Ampak po drugi strani pa vsi vi tudi ste dokaz, da so ravno te mejni prostori tisti, ki pa skrbijo, da se pa ta kultura ne zapre, sesuje vase. In zdaj me zanima, ali menite, da je slovenska skupnost, slovenske politike, tudi slovenska država, dovolj uspela vključiti te različne regionalne identitete, pa priseljenske, pa te obmejne, čezmejne. Kakšno je to razmerje? Kako vi doživljate Slovenijo danes v odnosu do vseh teh obmejnih ali pa mejnih identitet? Zdaj, zanimivo je, da zdaj ste omenili, da smo leta 2008 že nekaj tudi v Sloveniji prispevali k temu ozaveščanju o pomenu medkulturnega dialoga, ampak ravno zdaj 2 dni od tega, ne vem, če ste tudi vi dobili na naše naslove, en evropski projekt, ki ga izvaja Ljudska univerza v Kopru, je rezultat, eden od rezultatov je bil tudi časopis za medkulturni dialog. Sicer pravi, da je to edinstvena izdaja, žal, ampak v nekaj letih vendarle je, in to delajo pač sami priseljenci, torej predstavniki teh skupnosti, so ta časopis izdelali na novinarskih delavnicah. Tako da neki rezultati seveda so, ali pa to, kar si omenjal, to je tudi že res dolgo, pravzaprav kar nekaj letna dejavnost že, da se spodbuja predstavnike. Ne, pa Slovenija nasploh, če gledamo recimo odnos regije kot Primorske ali recimo Prekmurja, tukaj je že danes nekdo rekel Lajnščeka, omenja, Lajnšček pa Vojnović in tako naprej. To so zdaj pisatelji, ki so nekako iz obrobja nacionalne kulture, iz tam v Ljubljani tega znanega Fužina, ali iz Prekmurja, so pravzaprav postali hit avtori v centru. To pomeni, slovenska kultura se dala nekako, ne bi rekel kolonizirati od provincije, ampak osvežiti iz provincije. Hrvaška kultura je še vedno danes, to lahko govori tudi kolega Rakovec, ona je preveč centralizirana. Čeprav je vsa naša zgodovina decentralizirana. Imamo Dubrovnik, velike centre, Split, Dalmacijo, Istro, Slavonijo, Podravino, Zagorje in tako naprej pa Zagreb. Tako da danes mislim, da smo mi morda radi te vojne 90-ih let, morda zaradi enega precej trdega nacionalnega koncepta, precej centralističnega, smo pravzaprav se nismo dovolj dali, nismo bili sami dovolj odprti med seboj. In to je ta prva stopnja, ki moti vsako drugo odprtost. Tako da mislim, da je tu Slovenija še nekako bolj moja domovina kot Hrvaška, bi rekel. Ko jo gledaš od zunaj, ne? Vedno je tako, ko gledaš od zunaj lažje, ne? Dobro, bomo kmalu dali tudi besedo publiki. Josip? Ja, to je ljubezen videna z ene strani dvogleda je bližje, ko obrneš dvogled je daljše. In to so te optike. No, ti zdaj živiš v Sloveniji, je mogoče kakšna optika drugačna? En problem, prvič malce o tistem, kar je na začetku Zvonko govoril. Mi smo imali na območju nekdanje Jugoslavije
tisto, kar imenujemo srbo-hrvaško jezikovno območje, imeli smo en problem, ki je v stvari bil zastavljen že s sporazumom, novosadskim sporazumom v srbo-hrvaškem jeziku. To je bil sporazum, ne bo točka, ampak bo tačka. A druga strana reče tako, in je potem ta srbo-hrvaščina pravzaprav bila najbližja meni v Sarajevu, kajti kino Romanija je bilo sredi mesta, sicer bi lahko bioskopijali, da je srpščina, ampak je 100 metrov od kina Romanije je narodno pozorište, ni gledališče, ampak je pozorište. Kazalište, bilo je pozorište. To pomeni, da smo mi živeli, en človek v Sarajevu na cesti reče na dan večkrat kruh, hleb in tako naprej. Tako da smo živeli to mešanico bolj kot drugi. Drugi su malce čutili te odprte zadeve novosadskega dogovora kot obremenitev. To je ena zadeva. Druga zadeva je, kako gledam na svetovna literatura je zame vrhovi nacionalnih literatur, oziroma vse, kar je najboljše v vsakem izmed jezikov na svetu, to je svetovna literatura. Tako da to, ali je en narod manje številčen od drugega, ni bistveno. Na koncu sam sam se odločil pisati v jeziku, ki ga govori manj in uporablja manj prebivalcev kot mojo hrvaščino sarajevske provenijence. Ampak, ko gre za prevajanje, se pokažu te razlike. Recimo, Žižek je prvo svojo knjigo sam prevedel v mali ediciji v Beogradu in je to katastrofa. Ta knjiga se ne more brati. Zakaj se ne more brati? Ker je on pomešal filozofsko terminologijo hrvaško in srbsko. Ko sem prevaljal Tineta Hribara Resnica v resnici, seveda sem se odločil za hrvaško varianto, koja je nemška, ne ruska v Srbiji, je bil taj prevod konzistentan. Tako da si imao problem, imali su problemi in prevajalci, in avtori, in marsikdo drug. Ko gre v Sloveniji, seveda, v Sloveniji si slovenski pisatelj, če pišeš slovenščini. Da Josip Posti ni začel pisati v slovenščini, bio bi nama ljub prevajalec, ampak bi ga občasno objavili kakšno njegovo pesem v prevodu, v kakšni reviji in bi se končala zgodba tukaj. In tu se pojavlja problem drugih. Recimo v Sloveniji je odlična makedonska pesnica Lidija Dimkovska, zdaj tudi Stanislava Hrobakova, repar, moj prijatelj, Slovakinja, moj prijatelj Ismet Bekrić, odličan, najboljših pesnikov za otroke iz Bosne in Hercegovine v Ilirski Bistrici. In je bilo vprašanje, kajti vse je bilo, ni mišljeno, da boš imao to situacijo jutri. In recimo, po statutu Društva pisatelja Slovenije si lahko postal član, če si imel 2 knjigi v slovenščini. In je to pomeni, da je bilo društvo zaprto za pisatelje, ki pišu v drugih jezikih. Zdaj bo 28. bo predstavitev antologije kot manjšinske, ampak tu je zdaj problem celo te terminologije. Josip Posti bo znotraj manjšinske, čeprav po nacionalnosti Slovenac, ampak bo v manjšinskoj antologiji, nisem manjšina, enako kot si bil v Bosni, nekaj druge. Tako da so te situacije, pravzaprav jih treba najprej gledati posamično, pa potem zbirno. Na koncu 2 milijona... Oprosti, kaj bodo v tej antologiji tvoje
sedanje Ne, pesmi? ki sem jih napisal v srbohrvaščini. Srbohrvaščini, ampak ki jih zdaj pišeš v srbohrvaščini? Ne, od leta 97 ja nisam enega verzija napisal, vse knjige, ki so izašle na Hrvaškem, v Črni Gori, v Bosni in Hercegovini so bili moji lastni prevodi. To je še en čudež, ne bi verjel, da mi je kdo rekel prej, recimo. Tako da so to problemi, kajti danes v Angliji med 10 najboljših pisateljev je 8, ki niso angleškega rodu. V Ameriki mogoče je to število še večje, recimo. Tako da je to drugače, ampak to je ta asimilacija, jezikovna asimilacija. Ta medkulturna književnost. Ne, to jaz imenujem kot... Ampak vprašanje kvalitete. Milan je omenil Jančarja, jaz se recimo kladim v kvaliteto Jančarjeve proze in mislim, da če bi dobil jutri Nobelovo nagrado, ne bi bila napaka, ne bi se sramovalo noben v Sloveniji, da je dobil slabših pisateljev od prejšnjih pisateljev, recimo. Ali da je svoj čas dobil Lojze Kovačič, recimo. Je jedan čudovit roman Deček in smrt, vsi hvalijo tiste druge, ki so čudoviti, ampak Deček in smrt to je čudež. Lojze Kovačič se je začel učiti slovenščine star 9 let, ko so iz Švice prebegnili in on je bil pri stricu nikoli se ni naučil. On je govoril, da ima svojo srednjo gramatiko, to meni eno gramatiko med nemškim in slovenskim jezikom. To je, on se zaveda od tega, da nekako je res po nekakšni definiciji odprt na dve strani, ne, to pomeni jezikovno gledano. Meni je Josip Broz popolnoma jasna situacija. Tu je on manjšina ali je tukaj. Pomozi, meni ni jasno. On je medkulturni, medjezikovni pisatelj, samo nimamo medkulturno književnost, niti medkulturno zgodovino institucionalizirano, da bi imeli antologije, študije take književnosti in tako naprej. Ker so vedno so poudarki na nacionalnih študijah, na nacionalnem jeziku in tako naprej. Zakaj je to bilo tako? Ko je se razvijala slavistika, ni bilo tako to bistveno. Človek je moral obvladati z več jezikov, ne, in z več korpusi književnosti. Potem pa se nekako razpadala slavistika. Danes je jedna precej nepregledna situacija, kako se bo slavistika razvijala čez 20 let. Jaz sem malo skeptičen, bi moral reči. Ne. Ker mislim, da zdaj imamo eno tendenco, da se ljudje specializirajo samo za eno književnost, celo samo za en del je ene književnosti. To je na slovenistiki tako je na kroatistiki in tako naprej. Jaz mislim, da je to napačna pot. To lahko je nekakšna rešitev za strokovnjake, to je lep položaj, da se res koncentriraš samo na eno obdobje ali samo na en jezik in eno književnost. Ampak gledano nekako, mi moramo razvijati tudi druge koncepte. Ne. Ta koncept medkulturne književnosti ga zdaj lahko kratko predstavim med slovensko in hrvaško literaturo, tako da začnemo govoriti recimo od novejšega obdobja od Stanka Vraza, pa potem nekaterih pisateljih v realizmu, potem je velika pisateljica Zofka Kvedrova kot medkulturna pisateljica in na koncu je Josip Osti. Ne. To je čist normalno, jaz imam kot profesor za vsako obdobje enega velikega pisatelja. Ne. Tako da zdaj bo morda en ravno Koprčan napisal en doktorat o Stanku Vrazu. Ker vi ste ga tudi malo vrgnili v stran. Je izdal slovenstvo, ne, je odšel na Hrvaško in zdaj ga niti ne preučujejo tam doma v Prilekiji, ker mislijo, da ga ne bi, da on ni njihov, ne, na nek način. A to je bil, mislim, en otrok svojega obdobja, kot smo vsi, ne. Vsi ne vemo, kako nas bodo naslednje generacije vrednovale in kako vrednotile nam bodo tako naprej. No,
če se nekaj praviš, da ni tega kanona, ne, medkulturnega, oziroma da ni... To zdaj ustvarjamo. To zdaj ustvarjamo in če se kar malo pohvalimo, mislim, da smo vsi tukaj, ki smo začeli, ne? Poskušamo ustanoviti zbirko takšnih medkulturnih avtorjev, ne, zdaj sicer je še vedno v pripravah ravno Ostijevo delo, ne, zbirka Pont, naj bi to bila, ampak dobro, ne bomo govorili naprej, dajmo najprej narediti, ampak dejansko ideja je, koncept je in upamo, da nam bo uspelo, da začnemo s to zbirko. No, ampak če še, Milan, ne, me zanima tvoje mnenje, torej, ali misliš, da je Slovenija danes dovolj sprejela, ne, te koncepte, oziroma tudi recimo ta istrski koncept, ne vem, če sem najbolj ni bilo treba niti povedati na začetku, Milan Rakovac je seveda utemeljitelj in programski vodja foruma Tomice, ne, ki uveljavlja pomen teh konceptov, ne, v okviru slovenske, hrvaške, italijanske kulture. Ne. Koliko je slovenska kultura danes pripravljena, no, na te koncepte? Hvala ti za to pojasnilo. Slovenska kultura seveda je zelo odprta. A prej si rekla Slovenija. Ne, Slovenija ni sprejela nič kot ni Hrvaška, ker je glupa država kot moja. Ker vsaka država je glupa. Ampak slovenska kultura je zelo odprta in inteligentna, občasno tudi agresivna in to je perfektno. V zadnjih 2 tednih smo imeli srečo v Zagrebu imeti 2 dogodka slovenske kulture, izjemna in atipična, mogoče za akademsko zajednico, za državo, vsekakor bizarna. Ne? Prvi v svakom slučaju. Jer prvi je bio promocija prevoda na hrvatski knjige doktorice Uršule Čebron o izbrisanima u kultnoj biblioteci Bogdano Grizović u centru Zagreba, gdje uvijek krcato ljudi. Fantastično posjećena, izvrsna. Sinoć, pak knjiga nije bila, ali su bile ilustracije kolumni Ervina Hladnika Milharčića, koja radi Samira Kentrić. Jedna nezaboravna večer koja je završila u Slovenskom kulturnom klubu, također u samom srcu centra grada. Zašto spominjem samo ta 2 događaja, jer su svježa u zadnjih 2 tjedna. A kao što nema uopće nikakvih takvih pokušaja hrvatske kulture da nešto takvo reagira u Ljubljani ili Kopru. Ima jako mnogo hrvatskih večeri, dana, knjiga prevedenih, predstava, ali hrvatska kultura ne postoji gotovo jednako kao i država, gotovo jednako malo postoji. A slovenska kultura je, mislim, možda dijelom po jugoslavenskoj inerciji samoupravljanja, nisu više samoupravni fondovi i SIZ-ovi, ali ipak inercija financiranja si ne zaupa država, mislim, upam da si ne zaupa na kulturu srezati kao što je cijela Evropska unija reže. Ne, ni res. Bon, sorry. No hvala, ja mislim da slovenska kultura je zelo odprta do multikulturnosti i da aktivno je prakticira na ovom našem području. Kad kažem našem, ne mislim samo na Istru, nego mislim na bivšu Jugoslaviju, sjevernu Italiju i Austriju. Mađarska je malo teže doći jer je drugčija. Ja. Ni Slovenija pozitivno kulturno agresivna. Recimo, kot človek, ki se ukvarja s prevajanjem, bi pričakoval, ko je bila recimo 100. obletnica istega leta je in Kozbeku in Kosovelu, da bo Ministrstvo za kulturo dalo sredstva in da se prevedo izbrane pesmi enega in drugega v 4 največja svetovna jezika.
I ko Slovenija ne dela za lastne svoje največje literarne vrednote, ne moreš pričakovati, da dela tudi za priseljensko ali kakršnokoli drugo literaturo. Tako da to nimamo tih zablod, recimo, jeli. Po drugi strani, seveda se zastavlja vprašanje prevoda, kajti vse tisto, kar govorimo, ta komunikacija, ko gre za kulturo, gre prek prevodov. In seveda kot pisatelj si v glavnem prepričan, da prevod ni zmožen sploh. Kot prevajalec, če bi verjel v to, bi bilo brezsmisleno tisto, kar delaš. In sem ja razrešil to dilemo tako. Največje število največjih svetovnih pisateljev je na vprašanje, katero delo je največ vplivalo na vas, reklo 1001 noč. Noben ni bral 1001 noč v izvirniku, vsi so brali prek prevoda. To pomeni, da je prevod mogoč, oziroma da je mogoče priklicati v drug jezik duh dela, kajti literatura ni samo jezik. Kajti literatura ni slovar slovenskega knjižnega jezika. Sve besede so tam, ampak to ni literatura. Kontekst besed je literatura, ne posamične besede. To pomeni, da bi prek ene bolj agresivne kulturne politike za lastno literaturo verjetno po tej inerciji naredijo več tudi za te literature, ki so manjšinske, priseljenske, malce bolj zapostavljene. Čeprav tu spet imaš, vsak bi rad bil v 3 antologijah, v 2 pa v 3, rajše kot v eni. In bi vsak bil z eno nogo v svoji nacionalni literaturi in v literaturi, v kateri živi. In tu se zastavlja takšen mali problem, ampak to so probleme, ki so, kajti mi govorimo o atomih, ampak ko gledamo širše, to so molekule, pa tako naprej, treba gledati malce širše. Ampak če dobiček za svako literaturo je tudi odličen prevod drugega dela iz druge literature. In to pomeni, da je dobitek za slovensko literaturo, če prevedeš knjigo, najboljšo knjigo hrvaškega avtorja, in obratno, če Hrvati prevedejo, tu je dvojni obojestranski dobiček. No, ampak spet si dal, tako zelo se prelivate, no? Tako da mi sploh ni treba spraševati. Mi smo vadili to, mi smo prejšnji teden imali, smo se znali, pa smo vadili. Monotni smo imeli, ne? Generalke. No, ampak res, kar si lepo rekel, ne, da poezija ni samo, literatura niso samo besede, ampak je kontekst, ne? Pravzaprav in hkrati ta dragocenost več jezikov, prevodov. Zdaj, to se v vaši literaturi, v vaši poeziji pravzaprav počnete vi že vse v vaši eni pesmi, se vse to dogaja. To prelivanje, in hkrati razmišljate o tem, ne? Vsi trije razmišljate o jeziku poezije, oziroma o epistemologiji, bi se reklo, poezije. Ne samo poezije, literature nasploh. Kajti recimo to vprašanje, ki se omenijo o Vojnovića. Goran je uporabil fužinski jezik, enako kot je Joyce uporabil v svom romanu, ga je pisal v Trstu. In tisti, ki so pisali, svi su hvalili knjigo, ampak nisu izpostavili tisto, kar je najbolj bistveno, to je humor. To je drugačen humor kot v slovenski literaturi in to je dodana vrednost v slovenski literaturi, kajti to je bosanski humor. Drugič, kar določa, to je vprašanje nacionalnosti avtora in nacionalne literature, v kateri ustvarja. Recimo, Louis Adamič je od začetka pisal v angleščini, kad je bil v Ameriki, tematski njegove knjige su sve slovenske, čeprav su napisane v angleščini. Ana Karlinova, Slovenka, pisala je vse v nemščini, ampak je to slovenska literatura, čeprav so uglavnom potopisi, pa je tako. Dobitnica
nagrade Vilenica po meni 95. Libuše Monikova je Čehinja, ki je podpisnica bila Povelje 77 in je šla v Nemčijo in je začela pisati v nemškem jeziku. In napisala je celo tisto ogromno monografijo Kafka, pa dobilo nagradu Kafka. In ta najboljši roman Fasada je napisan v nemščini, ampak je češki roman, kjer je češki humor noter od Hašeka do Hrabala, recimo. Tako da se avtor ne more izogniti tiste srčike nacionalnega bitja, recimo. Ampak to, ko vnese v drugo literaturo, v drugem jeziku, je dobiček, kad se odpira polje te literature. No, jaz bi predlagala... Samo en stavek tukaj, ker sem to pozabil. Obstaja res, ne samo tukaj v Sloveniji, ampak v Evropi zdaj ta fenomen medkulturne književnosti, oziroma pojavljajo se te medkulturni pisci. Ne. Oni pridejo v drugo državo ali začnejo pisati v drugem jeziku, ampak so njihovi spomini vezani za lastni jezik, za materinščino in tukaj pride nekakšna ta medjezikovna, medkulturna mešanica ali v humoru, ali v kakšnem drugem aspektu in to je ta dragocenost pravzaprav, ker so si ljudje v lastni družini malo dolgočasni, ne? Pa ko pride kdo z eno drugo, z drugo idejo, s svežim jezikom. Potem recimo danes v Nemčiji je to zelo popularno. Saša Stanišić je dobil Leipziško nagrado, to je zdaj je to novo, naša Marica Bodražič tudi piše v nemščini, ampak jih nekako definiramo tudi kot medkulturne pisatelje. Ne? No, jaz bi predlagala, da to začutimo, ker imamo tukaj tri pesnike, da za konec tega dela preberete vsak, jaz sem nekako predlagala sem vam, izbrala sem pesmi, kjer vas čutim zelo podobne, ne? Pravim, razmišljate o besedah, hkrati pa se čuti to vašo odprtost, to prelivanje okolja, konteksta v jezik in jezika v kontekst. In bi Milan lahko, ti imaš sicer zbrano še nekaj drugega, po želji. Malo je pozna ura, možda smo malo ljubavnjavi, pa jaz sem zapravo jednu kraću, ali je ta pjesma... Nekoč, kad smo bili mlajši, smo rekli zjutraj ob 4, recimo 5, da je zgodnja ura, ampak zdaj naenkrat je ob 9 zgodnja ura. Starajo se tudi mladi pisatelji. Dakle, jedna relativno kratka pjesma, ali je izvorno, primordijalno, istarskog, hrvatskog i slovenskog etimološkog izvora. Njen je naslov Elhamdulilah. Elhamdulilah, ana bidum Allah. S pomoći Boga nimam Boga. Mi reče Ervin formulu da se liberaš Levantina, Hamas ili Al-Fatah, čate pita, Elhamdulilah, ana bidum Allah. I cijelega življenja ga iščem vse povsod za stonj. Greje ura partence proti Benić vrhu, to je naš cimitar u Baderni. Arbanaški breki, ulcinski, jur mi grizu ruku, da njin jarad ne pojin, i eskadrile orli creskih lete mi kroz oči, dokle se prontivan leči. Ana bidum Allah, ma forši, elhamdulilah. Je on, mi namiga zokon, da je lako poj u prah i kad rečeš ana bidum Allah, a na spječi elhamdulilah. To mi je Ervin naučio, ana bidum Allah znači ja nemam Boga. Ako to kažeš Arapinu, komunistu, fašistu, nacionalistu, američkom špijunu, će se okrenuti, ja, šen, doviđenja. To se treba najprije objasniti. Josip, tu lahko poveva eno zanimivo anekdoto, da je on tudi izbral eno pesem, pa jim nisem nič rekel, da ne izberejo, ampak jo je izbral in to celo isto, iz tega bogatega opusa, da ne bi nesel to debelo knjigco, jaz sem si na en listek, če pa je daljša pesem. Zanimiva prepletenost.
Jaz poezije ne berem CD. Najin vrt ljubezni, ljubezen je slovar in slovnica mojega pesniškega jezika. Najin vrt ljubezni, ljubezen je slovar in slovnica mojega pesniškega jezika. Vrt, v katerega k meni prihajaš neslišno kot jutranja svetloba, je moj slovar barv in vonjav. Ko greš skozi bosonoga, pazljivo, da ne bi ranila travnih bilk, ki se sklanjajo po težo kapelj rose, cvetovi vseh rož k tebi obračajo raznobarvne glave in te pozdravljajo z različnimi vonjavami. Ko se mi približaš, v tvojih očeh vidim odsev ognjiča. Tvoje oči niso, kot bi dejali mnogi pesniki, modre kot jasno nebo ali kot perunike, temveč so zame perunike in jasno nebo modri kot tvoje oči, tako kot meni tvoje golo telo ne diši po rožah, temveč mi rože dišijo po tvojem golem telesu. Najin vrt ljubezni, ljubezen je slovar in slovnica mojega pesniškega jezika. Samostalniki drevesa, grmovje in rože, ki sva jih skupaj posadila, pridevniki njihove oblike in barve, zaimki njihov drugi skriti obraz, glagoli oblaki, ki se sprehajajo po nebu, muce, ki tekajo skozi vrt in netopiri, ki proti večeru letajo okrog najinih glav, števniki pa nepreštete zvezde, mravlje, vejca, tvoja trepalnica, vprašaj kača, ki se sonči, klicaj cipresa na pokopališču, tropičje, 3 lastovke na žici, dvopičje, zenici tvojih oči, pika, smrt, ki nam gre nasproti. Najin vrt ljubezni, ljubezen je slovar in slovnica mojega pesniškega jezika, ki ima ritem utripa najinih src, najinega pospešenega dihanja in vse hitrejših gibov najinih potnih teles, ki se objemata in poljubljata. Hvala. Jezik ima velik pomen, ne? Smo slišali prej Milana, zdaj Josipa, ki je celo tematiziral, oba sta na nek način tematizirala jezik in enako je naredil tudi Zvonko. Ja, meni ni dovolila, da sam izberem. Ona je izbrala, jaz bi rado izbral eno ljubezensko pesem, ki je bolj optimistična, a ona mi je eno precej pesimistično pesem. In eno tako iz obdobja, ko sem pisal enočasno na ukajkavščini, torej v moji materinščini in tudi na hrvaškem standardu. Ista pesem, samo napisana na 2 jezika. Ne? Naši osjećaji, naše osjećaji, naše reči ne budu zaživeli v sovremenikima. Govorimo čez vreme, kak ti ptica, čez veter, kak ti listje. Zbiramo trenutke spoznavanja, slažu se v nama trudi, spori, napinjaju se prepone, nadimljaju grudi, uokvireni s preskončno modrino zuriju v nas zvezde, svetla planetov. V brezgraničnem dobu belina zime, ljeto u jeseni, protuletje v pozabljanju klime. Zdaj, druga varijanta, naši osjećaji, naše riječi. Naši osjećaji, naše riječi neće zaživjeti u suvremenicima. Govorimo kroz vrijeme poput ptica, kroz vjetar poput lišća. Sažimamo trenutke spoznaja, talaže se u nama napori, sporovi, napinju se prepone, nadimlju grudi. Uokvireni beskrajnim plavetnilom, zure u nas zvijezde, svjetla planeta, u beskonačnom vremenu bjelina zime, ljeto u jeseni, proljeće u zaboravu klime. Prva je bila skoraj slovenska.
ne? Mislim, to so itak krajkovski A itak Slovenci. sem se najbolj naučil te hrvaščine, ne? Zadnje. No, ampak zdaj, draga publika, se strinjate z mnenjem tukaj gostov, da smo Slovenci, Slovenija, Čeprav se Na poti, da ne postanete strinjamo z Bosna, vlastnimi ne? mnenji. oziroma, če imate kakršnokoli mnenje, Zdaj smo slišali tudi vprašanje, muslimanske prosim. stvari. Tako bi rekla jaz, lahko, Jasno, kadar zastopamo v javnosti, kadar nismo samo mi, posamezniki, potem se kar hitro pritegne takemu mnenju. To so neki javni fini funkciji, ne bom omenjala forma Tomice, ker je prav prilepljena. Tudi Tomica je bil med tistimi, ki piše v italijanščini, pa se diha skozi, kako reče, slovanska kri. Znotraj pa vidim, da med posamezniki je pa razmeroma težko narediti to, testo. Kot da bi v sebi še vedno čutili potrebo, da slovenstvo branimo pred. Sabo. Jaz se vedno tradim, da se lahko pristavljam na obrambo slovenščine ter angleščine. Zato me takoj dobijo. Ampak nasplošno je ta drža, ne govorim o visoki kulturi, govorim o razmišljajočem Slovencu. Ne. Zelo hitro je ta drža, da moram braniti, in če naredim še korak naprej, in če se jaz postavim nasproti, res ne se boš spomnila, da sem na enem od tvojih večerov rekla, da se moram tu v večjezičnem Kopru vedno znova postavljati v Trst, ker jaz kot Slovenka v Kopru sem to, kar je italijanski Tržačan proti Slovencu, jaz pa proti italijanski manjšini. In vedno znova se opominjati in opominjati drugim. Ponavljam, na tej uradni, javni smo pripravljeni sprijeti, medtem ko intimno, to je osebno, dvojini, se pa hitro požalimo. In ta moja izjava je bila meni bližnjim ljudem želja. Ker kot slovenistka, bi morala biti na bojnih okopih slovenščine, ki je itak še vedno v naši percepciji polzavestni, je ogrožen. Tako je stvar. Eno je načelna raven, ena je tista doživetvena, v resnici, ko se soočiš. Prosim, ti zida. To je razlog zato, ker smo splošno Slovenci radi žrtve. Smo bili vedno žrtve tujcev, žrtve Nemcev, Italijanov, skratka drugih, in ta aktivistični diskurs je prisoten vse posod. Ne smo pri slavisti, tudi pri zgodovinarjih, pri drugih znanih. Kaj je to tako? Jaz mislim, da enokulturni ljudje razmišljajo enokulturno, večkulturni ljudje pa razmišljamo večkulturno in da je to čisto zelo preprosto. Ampak katerih je več v Sloveniji? Ja, menda, a ne? Katerih je največ na Kitajskem? No, Kitajce verjetno, pa mandarinščine, ki misli, da ima več pravic kot si tisti, ki ne govorijo mandarinščine, ne? Ampak to je enokulturnost. Če si enokulturen človek, razmišljaš enokulturno, ne bi jaz tako zelo samo njih obsojala, če razmišljajo enokulturno. Če si večkulturen človek, so te naučili, da razmišljaš večkulturno. Zato verjetno moj odnos do slovenščine, kako jaz branim slovenske okope, ki imam tako zelo bosanskega očeta, je čisto drugačen kot tisti, ki verjetno res brani svoje okope. Jaz mislim, da tudi enokulturni ljudje imajo pravico do svoje enokulturnosti. To je moje mnenje, iskreno. Jaz nisem enokulturen človek, ampak se tako predstavljam stvari. Je težko razmišljati večkulturno, če si enokulturen. To je moje mnenje. Ni lepo, imajo pa pravico. Zlotko? Mislim, lahko bi komentiral, ker
so to vse koncepti. Ne? Ta homogena predstavitev kulture večkrat pride ravno iz stroke, ne? Ker kot tisto govorijo, lahko predstavljajo, da je hrvaška kultura taka, ko govorimo ravno o identiteti, vedno ena ista, vedno katoliška, vedno zahodno, centralno, evropsko, mediteransko orientirana, tako naprej. A ni ravno to cela istina, ne? To je eno. In drugo, nacionalno kulturo moramo gledati vedno tudi kot en konstrukt, ki, ko malo razgrnete, ne, pa vidite, da se razlikujejo Primorci tukaj od Prekmurcev, Štajerci od Krajincev in tako naprej, tudi jezikoslovno, jezikovno in tako naprej. To pomeni, moderna koncepcija kultura bi morala nekako računati na to diferenciacijo v svoji lastni identiteti, ne, oziroma v svojem lastnem jeziku, lastni kulturi, potem lažje enostavno se odpira proti drugemu, proti različnemu in tako naprej. Mi preveč zdaj, ko smo bili impresionirani, da smo dobili svoje države, da smo zdaj stopili v svet kot individualne kulture in tako naprej, preveč insistiramo na tej nacionalno-kulturni identiteti in ne vidimo, da je ona v sebi, v zgodovini in danes tudi zelo različna, ne samo regionalno, tudi posamezniki smo različni, ki prihajamo vsak iz kulture, druge družine in tako naprej in tako naprej. Si to, ko sem rekla, enokulturna, da se razumemo, nisem mislila enojezikovna. Sem mislila enokulturna. Če je nekdo Štajerc, je seveda se želi, da bi se bil odprt do vsega. Ampak je na dnu srca vedno tudi enokulturen in se mora truditi, da bi bil še malo Gorenc in malo Primorc. In če to je, ko govorimo o enokulturnosti, ne govorimo o enojezikovnosti, ampak res o enokulturnosti. Pripadnost prostoru, v katerem si, ki je močna, ne? In seveda je naša težnja, moja predvsem, ne, si 27 let delam ta prostor, večkulturen, multikulturen, večjezikoven in tako naprej. Ne gre za to, da jaz nekaj nasprotujem. Jaz hočem reči, da na dnu srca si tudi enokulturen, če si Istrijan in si res Istrijan, ne, si lahko tudi enokulturen. Seveda si pa želiš odpirati, ne, tudi proti drugim kulturam, ne, tudi centralno-nacionalni kulturi, če smo, ne. To sem hotela povedati. Ja, da pomagam, kako rešim sam te zadeve. Jezik je nacionalna, literatura je po svoji vsebini univerzalna. In tu se mire te dve krajnosti. Čeprav so v vsakdanjem življenju, celo literarnem, vedno spopadi. Recimo, katoliška kritika je negirala Alamut, Bartolov Alamut, ker to ni slovenski roman, kajti radnja se dogaja 1100 v drugem okolju in tako naprej. Po tej tezi Jules Verne ne bi bil pisatelj, čigar bi bil pisatelj Jules Verne, recimo, če bi mešali te, ampak je Alamut je slovensko literarno delo, ki je napisano v slovenščini in to je sa drugim deli tako. A to, ko rečete v vsakdanjem življenju, ja, ki sem se opredelil za literaturo, zame, jaz sem državljan tistih, ki jih berem z veseljem, neodvisno od tega, kateri literaturi pripadajo in so mi bližji marsikateri pisatelji kot ne večina, vsi politiki v Bosni in Hercegovini in v Sloveniji. Tako da je to moja opredelitev, mislim, tu so stvari jasne. Samo potem lahko se pogovarjamo, ali je tisto, kar trdim za literaturo, da je dobro, ali se strinjamo, vsak gleda na vsako delo malce drugače iz svojega zornega kuta in to je nekaj drugega. Ampak sem ločil politiku od literature, od umetnosti. Milan, jaz bi samo še eno vprašanje in bi potem poskušal tudi oziroma komentiral. Jaz bi rad vprašal, samo en stavek mi v ušesih zveni in si ne morem razlagati, zakaj je prišlo do tega stavka, ali je to krivo priseljevanje, ali je to krivo te tragedije, ki prihajajo, naprimer to, ker se v Nemčiji, v Franciji, ki se začnejo in
zveni mi v ušesih ta stavek Angele Merkel, ne? Veste, kdo je, ki je rekla, ja, Angela Merkel je rekla, zdaj nazadnje je rekla, multikulti ist kaput. Kaput je ta ideja, to je tako besmislena ideja, tako v nasprotju z realnostjo berlinsko, nemško, tudi naše. Mi zaenkrat nimamo toliko relevantno ni vinimi Azije in Afrike, bo prišla in dobrodošle. Ne? Ampak na tu temu multikulturnosti bih ti, oprostite, nisam kadar baš na slovenskom jeziku reći jednu čvrstu konkluziju, preciznu. Cankar danas bi počinio samoubistvo ili bi otišao sa raketom Žila Verna u svemir. Jer njegov očaj nad mesarskom mentalitetom poprečnega slovenskega narodnjaštva, kad bi se suočio sa današnjim malomeščanstvom slovenskim i hrvaškim, ne bi zdržao. Ne bi hotel pisat, bi emigrirao, bi šao u Ameriku kod Luj Adamić, ma ne bi šao von z rudnika u Pensilvaniji kod je naredio Luj Adamić, bi ostao globoko dol u rudniku. To je problem. Ma ne država. Te neartikulirane bolečine iz 91. ki se rekonstruira za nas in vas, govorim o nacionalnom, političkom diskursu, mentalitetu, psihopatološkom Hrvatske i Slovenije, osobito Hrvatske i Slovenije, je to da oni bi najrađe da prije 91. uopće ničeg nije bilo, ništa nije postojalo. I ne govorimo o Jugoslaviji. Završit ću ja s tim. Pa dobro, ako su Cankar i koliko je tih kozaka bilo, 3 ili 4 kozaka, ne? Pa Vorac preži. Pišu, kad ti čitaš Voraca kako njegova mama po snijegu preko Alpa ide, oh, what are we talking about? To je izziv času, nacionalno zavesten, to je stvaranje nacije. Zašto danas, oprostite, u Zagrebu se to nekad reklo, mi pisci slovenski i hrvatski kenjamo britve? Zašto ne stvaramo i dalje naciju, svjesnu evropsku naciju 21. stoljeća? Zato što smo, završavam, pizdeki, se kaže u Zagrebu, koji smo omađijani vlastitom mitologijom i ne znamo je savladati i ne znamo erupti, znamo, hvala Bogu. Ima tih mladih, najmlađih ta generacija, tako pogumni, jak Ksenija Jus, krši duše u sen, jer Lana Brioni bo prišla u Zagreb, kombinatke, mladi pisatelji, Komelj, en, drugi, je. Ampak, naše, to najboljše mi pravimo, ta naša mentaliteta in vaša, malomeščanska, Cankarev uzdah, Keleža obožavao samo Cankara. Prezirao je, svi su bili shit pisci, osim Cankara. Ja kozake je volio, su mu imponirali po onom urbanitetu i malo aristokratskom duhu. I kako je, zašto je on onda, kad bi konkludirao zašto je Cankar tako divan, jer njegova konkluzija je, kad razgovaramo o ovim stvarima, uz uzdah, kaže protagonist, ja, bak najboljše so pohane piške. Mislim, da s tem lahko res zaključimo ta lep razgovor in ne delamo zaključkov, ampak mislim, da je zelo evidentno, da so nam naši gostje pokazali, da pravzaprav je ta sodobna nacionalnost ravno bazira na tem, da bolj ko vlagaš v svojo kulturo, se zavedaš tudi vseh ostalih kultur in to je vsebuje vse v enem. Tako da, jaz bi se zdaj zahvalila na koncu seveda gostitelju v Sveti knjižnici Srečka Vilharja in vas vabim tudi na pogostitev, ki nam jo je knjižnica pripravila. Zahvalila bi se tudi dvema mladima mojima sodelavkama, doktorskima študentkama, Maši Rolih in Mateji Forte, ki je z nami vedno. In seveda vam vsem, ki ste sodelovali aktivno, svetujemo torej, da spremljate tudi naprej naše dejavnosti
In seveda se zahvaljujem res iz vsega srca trem krasnim sogovornikom in kot vedno tudi njim smo pripravili knjižne darove iz naše zbirke Anales in sicer sosedu Zvonku Kovaču torej podarjamo knjigo Milana Lufona, Ne vrag, le sosed bo mejak. Jaz vedno pravim na to reklamo, Mercator je najboljši sosed, da je moja soseda boljša. Potem Josipu, ki je že tu povabljeni, torej povabljeni globalizacija, nacionalizem in migracije, naše kolegice Ane Kralj, da govori o tem, ki ste že tu, naši gostje. In Milanu Rakovcu kaj drugega kot podobe obmejnosti. Zbrala in uredila naša kolegica Mateja Sehan. Hvala še enkrat in kar izvolite. In še napovemo, kot vedno, naslednje srečanje v četrtek, v Hrastovljah tokrat, v galeriji Jožeta Poklena in sicer na temo jezika. Danes smo že veliko govorili tudi o jeziku. Z nami pa bodo Andrej Skubic, pisatelj in jezikoslovec, potem Danila Zuljan Pumer iz narečjeslovka, dialektologinja in druge teme proučuje iz ZRC SAZU, sicer pa Goričanka, proučevalka briških narečij, tako. In še Andreja Žele, izvrstna slovenska jezikoslovka, tako da vabim na razgovor o vlogi in pomenu jezika za našo skupnost. Hvala lepa.